Prosim. Zofija, dober dan. Dobar dan. Denis Avdišov na tej strani, Anja, Lara, Miha in Denis kličemo z mestnega trga iz studia, kjer poteka 28-urni dobrodelni maraton. Zofija, tale maraton je že 11. leto zapored, 11. leto nekako probamo biti glas tistih, ki jim leto ni bilo najbolj naklonjeno in probamo nekako združiti pa tiste, ki pa so imeli pa kar srečo, ki jim gre dokaj v redu. Ne bom rekel super, ampak nimajo težav, ne vem, z zdravjem, z zaposlitvijo, z položnicami si lahko privoščijo, da pošljajo kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja. Zofija, vaša zgodba nas je pa vse pretresla. Ja, Kako ste? moramo. Držimo se z vnukom. Če glih nama ni lahko, ampak se držimo. En drugega imamo. Zofija, v 11 letih ne vem, če je nekdo prosil za pomoč, da mu plačamo prevoz, Ja. težko mi gre z jezika, prevoz trupla domov. Tako. Ja. Res je. Tudi meni je hudo, da moram prositi. Hčerka je živela v tujini in je umrla. Tako je. In želite si jo pripeljati domov in pokopati. Tako, da jo imamo doma. Da lahko vnuk pržga svečko. Da ve, ki ima mamo. Nima očeta, nima mame. Očeta je izgubil pred 2 leti. Mamo pa letos. Ostala smo sama, pa stric. To je vse, kar nam je ostalo. Iskreno sožalje, Zofija. Sožalje. Že Hvala, drugič to hvala. danes počnemo. Hvala. Koliko je star vnuk? 14 let, 9. razred hodi. 14 let. Ja, Se pravi, 2 leti nazaj je ostal brez očeta, zdaj brez mame. ja, tako. Vi pa lani tudi brez partnerja. Ja, letos brez mame. Letos avgusta sem mamo pokopala, ker sem jaz skrbela za njo. Potem še hči. Tako. Za vnuka vi skrbite? Ja. Ja. Predvidevam, da ste v penziji. Ja. V penziji, Kako sploh, kako zmorete? Zdaj je še šlo. Smo pač, vse smo skromno. Nismo nikoli razkošno živela. Zdaj pač si pomagamo. Nik sicer je zdaj dobo, skrbništvo sem dobila, dobi penzijo po očetu, tako da nekako bomo. Imate kaj dolgov? Ja. Dolgove pa imam po pokojnem, ne svojih. Tuje dolgove plačujem. Izplačati moram še 2 dediča, nezakonska, po partnerju. Pa še nekaj dolg je imel na banki. Zofija, imate koga, ki pa vam stoji ob strani? A imate koga, vsaj koga? Sina. Sin mi pomaga, koliko mi lahko. Meni je že to dosti, če je lepa beseda. Že to mi ogromno pomaga. Že to vem, da nisem čisto sama. Vam pa mora biti verjetno težko že pri vsakdanjih stvarih. Predvsem si sam. Vnuk je v šole. Tako da pa nekako se gre. Se rada delam. To me še edino motivira delo. Zofija, takole bom vprašal, kaj bi si želel, da bi vaš vnuk, ki je zdaj 14 let star, da bi vedel oziroma se zavedel, ko bo starejši? Da ima mama poleg sebe. Da je doma. Če glih je odišla, nas pustila, ampak to nam je zdaj prioriteta, da rešimo.
Sprav, konkretno, s čimer vam lahko pomagamo, je, da hčerko pripeljete domov in jo pokopljete. Ja, tako. To je najbolj pomembno za ta trenutek. Za mene, predvsem pa za vnuka. Vse bo hudo, vse vem, da bo hudo, ampak gledajte, bomo že nekako. Zofija, tudi vam sporočamo, da boste absolutno deležni pomoči z strani dobrodelnega maratona, 28-urnega dobrodelnega maratona. Zdržite, ker pač morate zdržati, vidim, da tudi sami pravite, da sej bo, ker itak neke druge izbire ni. Ne, moram biti močna za vnuka. Absolutno. Zdaj moram samo za vnuka biti močna, ker nima nikoga drugega. Sirota. Verjemite, da ima. Jutri ob 9. verjamem, da bo kar, da se bo poznalno, da jih je velikih, ki jim ni vseeno, tudi za popolne neznance in za težke zgodbe, kot je vaša. Ja, verjamem tudi jaz. Vse dobro, objemte vnuka, če pa je še karkoli, kar bi potrebovali, nam pa javite. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Srečno, Zofija. Hvala vam, srečno.